En lep pozdrav vsem skupaj, nepremičninski nasveti, tokrat iz pisarne Galeja. Danes bom govorila o energetski izkaznici. Energetska izkaznica je v bistvu javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in vsebuje tudi priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe oziroma dela stavbe, ki ga kupujete. Energetsko izkaznico potrebujete, če prodajate vašo nepremičnino ali pa če jo oddajate za obdobje več kot enega leta. So nekatere izjeme, kdaj ne rabite energetske izkaznice, recimo če kupujete nepremičnino, ki je v izvršbi, stečaju, mogoče razna skladišča, določene nepremičnine pod spomeniškim varstvom, manjši objekti pod 50 kvadratov, tako da je nekaj nepremičnin, ampak za večinoma stanovanja, ki so v blokih in to, se potrebuje energetska izkaznica. Energetska izkaznica, srečali se boste verjetno z računsko energetsko izkaznico, obstajata dve, računska in merjena. Merjena je bolj za nestanovanjske prostore, tako da, če kupujete hišo ali stanovanje, boste našli, torej se srečali z energetsko izkaznico računsko, ki izgleda nekako na tak način. Imamo gori podatke o nepremičnini in potem so tukaj razredi od A do G. Če kupujete nepremičnino, ki ima razred G, razmislite o tem, če jo boste kupili, oziroma najbolj pomembno, kar stranke ponavadi pozabijo, pogledajo samo, razred C. Tukaj je razred C, pa recimo na zadnji strani, torej za moje pojme najbolj pomembna zadeva pri energetski izkaznici, so torej ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe oziroma dela stavbe. Recimo v tej energetski izkaznici najdemo, da priporočajo toplotno zaščito stropa nad kletjo, recimo ogrevanje na biomaso, menjavo okn, menjavo zasteklitve, potem dostikrat še vam piše, če je potrebno mogoče še dodatno izolirati strop, tla, zunanje stene. Tako da, ko dobite energetsko izkaznico, poglejte na zadnjo stran. Tako da, to je to za enkrat o energetski izkaznici. Če pa še boste imeli kakšna vprašanja, pa sem vam z veseljem na voljo.